Poslanci socialdemokratov in albanske manjšine so na seji parlamenta konec aprila izvolili Albanca Talata Džaferija za predsednika parlamenta. V VMRO DPMNE so to označili kot puč. Podporniki stranke, kot vemo, VMRO DPMNE, nekdanjega premijeja Nikole Grujevskega, ki so želeli izraziti nasprotovanje po njihovem mnenju nepoštenim volitvam predsednika parlamenta, so na to, kot veste, vdrli v parlament. V kaosu je bil med drugim poškodovan vodja socialdemokratov Zoran Zaev. Poglejmo. Sinoči pred parlamentom več tisoč protestnikov. Množica skuša vdreti v stavbo. Med poslanci v dvorani medtem živčnost, tisti na balkonih plezajo dol, da bi lahko ušli. Nato pa trenutek, ko varnostnikom jeznih privržencev Gibanja za enotno Makedonijo ne uspe več zadržati pred vrati. Padati začnejo brce in klofute, najbolj vročekrvni se spravijo celo nad poslanke. Resne udarce v glavo med drugim dobi vodja opozicijskih socialnih demokratov Zoran Zaev. Iz dvorane ga odpeljajo takole obvezanega. Jezo protestnikov, ki jih podpira nekdaj vladajoča stranka VMRO in ki zahtevajo nove volitve, je počgala izvolitev Albanca za predsednika parlamenta. Albanci v Makedoniji med drugim zahtevajo uvedbo albanščine kot drugega uradnega jezika, a dvonacionalne, kaj šele tretje albanske države na Balkanu nikakor ne želimo, vztrajajo protestniki. Številni sokrivca za nastale razmere vidijo tudi v Evropski uniji. Nasilje v hramu demokracije je žalosten in skrb vzbujajoč dogodek, so se ob tem oglasili iz Bruslja. We believe that all in Skopje should follow the constitutional principles, democracy and try to bring the country out of this serious crisis that can be dangerous. Makedonija je sicer že vse od parlamentarnih volitev decembra lani v slepi ulici. Ne Nikoli Grujevskemu, vodji dolgo vladajoče VMRO, ne Zoranu Zaevu, vodji opozicije, namreč ne uspe sestaviti koalicije. Ponovno pozdravljeni. Zdaj, Sebastian Patino, videli smo, da je lahko stativ od kamere zelo nevarno orožje, v bistvu v teh bi rekel, pretepanih v makedonskem parlamentu. Ampak, Sebastian, kako to, da je Makedonija iz nekako, bi rekel, vzorne države, ki je praktično bila najbolj primerna za vstop v Evropsko unijo, praktično postala najbolj eksplozivna država v regiji in praktično pred izrednimi razmerami? Vlado, ravno tle si postavil ključ. Torej, najprej Makedonija je na temu, da poči, in ko poči Makedonija, lahko spet poči cel Balkan. In jaz mislim, da največji delež krivde za to nosi ravno Evropska unija. Ne samo zaradi delovanja zadnjih let, ampak predvsem zaradi tega, kar si ti izpostavil. Zato, ker pred 10-15 leti Evropska unija ni skloftala Grčije in premagala njene blokade za vstop Makedonije v Evropsko unijo in NATO. In v trenutku, ko je neki državi zaprta evropska perspektiva, mora iti seveda nekako po svoje. Tukaj je treba seveda poudariti tudi, da zadnjih 10 let, ko vladajo makedonski nacionalisti iz VMRO DPMNE, vladajo skupaj z Albanci in so bili v koaliciji ves ta čas z Albanci in z albansko manjšino v Makedoniji je vzorno poskrbljeno. To pravijo tudi, to so trdili tudi vse evropske institucije, torej ne samo, da imajo dvojezičnost povsod tam, kjer jih je več kot 20%, ampak v čisto vsakem državnem organu imajo svoje predstavnike, ki poskrbijo za vsa vprašanja albanske manjšine. Ta sprememba, ki se je zgodila zadnja leta, pa je predvsem plod ameriško-albanske naveze, predvsem ameriški demokrati, Clintonovi in Soroševi krogi z izjemno podporo Albaniji v njenih nacionalnih načrtih delajo precej težav v drugih državah v regiji. In tudi to, kar se je zgodilo v Makedoniji, je rezultat tega delovanja zadnjih let. Torej, ne glede na vse, je lansko leto Nikola Grujevski in VMRO zmagal tiste volitve in je že dogovoril
dejansko koalicijo z tradicionalnim albanskim partnerjem, stranko Duji, ampak tisti moment, ko je z predsednikom te stranke Ahmetijem dogovoril koalicijo, je prišel klic iz Tirane in sosednja država je prepovedala albanskim strankam, da bi sodelovale v koaliciji z Grujevskim, zato ker so dobili obljubo, da bo s pomočjo Amerike in Evropske unije predsednik vlade socialnih demokratov, torej Zoran Zaev, zagotovil Albancem status konstitutivnega naroda v Makedoniji. In kdorkoli pozna razmere, ve, kakšna bo reakcija drugega dela makedonskega prebivalstva, in to, kar smo videli, sicer nedopustni prizori iz parlamenta, so posledica točno tega, da so makedonski patrioti videli prodajo njihove države Albaniji in so se zato tako nasilno tudi odzvali. Ampak zdaj, če se ostavimo malo pri Nikolu Grujevskem, bil je na začetku v bistvu zelo profiliran kot nekak liberalni modernizator Makedonije, investicijski bančnik, bil je minister za finance, ko je imel samo 28 let in 36 leti je prevzel funkcijo predsednika vlade, se zavzemal za integracijo Makedonije v EU in NATO, ampak zdaj vsaj se je preobrazil v tega ultranacionalističnega, populističnega vladarja, ki upravlja z državo, z uporabo. Zakaj bi rekli ultranacionalist, če je bil ves čas v koaliciji z Albanci, z njimi dobro sodeloval in načrtoval nadaljevanje te koalicije? Zaevo pa tega ne dovoli, v bistvu, da bi z Albanci skupaj sestavil vlado. V bistvu, ne. On je imel to možnost, ne, on je imel to priložnost, drugi je pa nima, ampak zdaj govorim jaz, verjetno ti, Sebastian, boljše poznaš razmere v Makedoniji, ampak jaz, kolikor po teh analizah, recimo nemškega Špigla, pravijo, da se Grujevski predvsem boji, da bo moral v zapor, potem ko je Evropska unija konstituirala posebno specializirano tožilstvo v Makedoniji. To je zagotovo možno. Mimogrede, alternativa, torej Zoran Zaev je bil v zaporu zaradi korupcije in ga je, ko je njegov strankarski kolega zmagal na predsedniških volitvah, je bil tudi pomiloščen strani predsednika, in jaz verjamem, če bi Grujevski bi verjetno hotel iti čim prej v zapor, dokler je Ivanov še predsednik, pa da ga on pomilosti, če smo recimo pri temu, ne. Ampak zakaj recimo Zaev ne dobi mandata Ivanova, ne? Dol je ustava dosti bolj luknjava kot naša, kar se tega tiče, ampak nekaj je jasno. Mandat za predsednika vlade lahko podeli izključno predsednik. Oni nimajo možnosti, kot je recimo v Sloveniji, da v zadnjem momentu parlament sam recimo izvoli vlade. Ivanov pa zavrača to, da bi dal Zaevu mandat, ker pravi, da kot predsednik države ne more dovoliti, da sosednja država dirigira sestavljanje vlade v njegovi državi in predvsem ne more dovoliti spremembo same konstitucije te države in priznanje Albancem statusa konstitutivnega naroda. Tino, zakaj zdaj Grujevskemu pripisujejo v bistvu kar, bi rekel, uporabo kriminalnih metod, vsaj po teh analizah, ki sem jih jaz prebral, od najdrznejšega ponarejanja volitev preko potikanja vsesplošnega prisluškovanja, ne, in sumov, menda celo o naročenih političnih umorih. Ampak se mi zdi, da pa naše, v bistvu nekatere stranke pri nas so pa zelo naklonjene Grujevskemu. Ja, to je zato, ker pri nas še vedno gledajo na svet črno-belo. Torej, če sem levičar v Sloveniji, potem moram sovražiti Trumpa, če sem levičar v Sloveniji, moram podpirati makedonske levičare in tako naprej. To so neumnosti. Jaz bi se vrnil na to, torej ta dva liderja, levičar in desničar, imata dejansko enako težavo. In sicer oba sta liderja strank, ki sta bili obe precej koruptivni, ko sta bili na oblasti, in levi in desni. In zato, če citiram enega hrvaškega analitika, se oba bojista, da če bosta pristala v opoziciji, da bosta šla tudi v zapor. Ne? Tako da to je ta stvar. Rad bi se pa vrnil na izhodišče. Sebastian je dobro in analitično ugotovil, da je Evropska unija glavni krivec. In temu je gotovo tako.
ko je tista, ne vem, ne vidim tukaj od doma, kdo je govoril, ampak tisti, ki je govoril iz Bruslja, da bi morali Makedonci upoštevati ustavo, tisti bi moral najprej pogledati Evropo. Zunanja ministrica. Torej, Mogherinija bi morala najprej sama pogledati svojo ustavo, evropsko ustavo in kako je Evropa nastala. Evropa je nastala 9. maja 1950 z glavnim namenom, da prepreči nadaljne vojne v Evropi. In to je bistvo vsega evropskega združevanja in če bi sledili tem načelom, bi v izogib novim vojnam Makedoniji že davno dali možnost, da jo sprejmejo noter. Ker to, da ona poleg Grčije, seveda oni govorijo tudi v Bruslju, da ne izpolnjuje pogojev, kar ni res. Ne? Vsaka širitev Evropske unije do zdaj je bila politična in tudi ta bi morala biti. In če bi to naredili pred leti, bi preprečili vojno. Jaz se pa bojim, da bo do vojne prišlo in da ne bomo mogli, da se ne da več preprečiti novih spopadov na Balkanu. In glavni krivec tu je Bruselj. Samo na kratko stavek 2, Sebastian. Zdaj recimo Sašo Ordanovski pravi, ne vem, če ga poznaš, en makedonski publicist, da je Gruevski pripravljen žrtvovati celo Makedonijo, da bi si s tem zagotovil politično preživetje. Oziroma, ali misliš, da bo zdaj delovale dol sporedne institucije? Samo na kratko, če lahko. Gruevski gor ali dol, ljudje so na ulici. Ko 50 tisoč ljudi 2 meseca zdrži na ulici, to ni več vprašanje samo liderja. Gre za to, da velik del makedonskih patriotov šteje Zajeva za izdajalca in da se bodo tako odzvali še posebej zato, ker je bil Džaferi vodja albanskih teroristov pred leti in se bodo zaradi tega tako odzvali na kakršnokoli usiljeno vlado. Ja, in narod se bo na tak način enostavno odzval. Dol je edini način, da se prepreči spopade, so nove volitve, dol druge rešitve ni. Mogherinijeva bi morala najprej prebrati tudi makedonsko ustavo, da bi lahko govorila o tem, da jo je treba spoštovati, ker je popolnoma jasno, če Ivanov ne bo dal mandata Zajevu, bo parlament sicer lahko oblikoval večino in imenoval vlado socialnih demokratov in Albancov, ampak ta vlada ne bo v skladu z ustavo. In če bo Evropska unija z pomočjo Američanov ustrajala na spoštovanju take vlade, se bodo dogajali spopadi, ker bo velik del makedonske populacije, govorimo o 500 000 pripadnikov VMRO v 2-milijonski državi. Torej ne gre za neko peščico in ne gre za enega liderja, ki bi se bal zapora, ampak gre za veliko maso ljudi, ki ne bodo sprejeli tega, da bi Albanci bili konstruktivni narod. Niso imeli pa nobenih težav s tem, da so jim priznane vse pravice, ki gredo neki manjšini. Dobro. Jaz bi, seveda je to izredno zanimivo tema, lahko bi še govorili o tem, pa ker smo že prekoračili naš čas, bi se vam zahvalil za sodelovanje v nocojšnji oddaji V-Faktor. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili nocoj z nami. Resnica boli, komentarji še bolj, pa se že veste, ni vseeno, kdo kaj reče.